A veste, kaj opažam narod? Kogarkoli vprašam, mi pove, da je vse povsod korupcija. Ta je golfal, je kradel, vsi so barabe. Še dobro, da imamo komisijo za preprečevanje korupcije, ki za vse to poskrbi. Vse težje besede in obtožbe padajo med predsednikom protikorupcijske komisije Borisom Štefanecom in njegovo namestnico Almo Sedlar, ki sta sicer že dolgo sprta in umazano perilo rada perata v javnosti. Rada perata. Ok, v KPK se torej kregajo, kar pomeni, da nimajo cajta loviti barab. Ker če se spomnite, je KPK nekaj časa veljal za inštitucijo vredno spoštovanja. Se spomnite Klemenčiča? On je bil car, on je napičil Janeza in Zokija. Ok, pa se sicer nič ni zgodil, ker smo banana republika, ampak nekaj se posaj delali. Na to je Pahor imenoval Štefaneca, ki pa je očitno totalno nesposoben. Najprej se je izvedel, da je njegova uslužbenka zastonj parkirala, medtem ko so vsi ostali plačevali. Na to pa je druga uslužbenka pobasala denar, ki bi ga morala dati sodelavcem za potne stroške. Zdaj pa KPK prisluškuje še policija. Nemo ponoviti, namesto da bi se komisija borila proti korupciji, se člani pripirajo v javnosti, ke zakonca čepin. KPK je kot gasilska enota, ki zakuri gasilsko postajo. In če je bila KPK pod Klemenčičevim vodstvom ugledna ustanova, je zdaj sam še en cirkus, ki se ukvarja sam s sabo. Isto kot Smerar, ki je bil pred volitvami za pol države Jezus, zdaj pa bi njegovo cagavorit najraješ križal. Tako kot Jezusa. Hočem reči, sam preden ga križate, dejte preveriti, če zna vodo spremeniti v vino, ker to zna biti zelo uporaben talent. In ne samo, da država nameni KPK samo 1,6 milijona evrov na leto, kar je premalo za boj proti korupciji, še brezveznik je postal na čelu komisije, ki bi se še kom zazdel, da je politiki glih prav, da KPK ne upravlja svojega dela. Tako, pred koncem pa v novi tedenski rubriki še enkrat k odnosom z našimi najljubšimi sosedi. Jep, tistimi, ki so, preden so po noč začeli voziti nenapovedane vlake na mejo, prisluškovali našim diplomatom. Jaz imam sicer teh škandalov okrog Piranskega zaliva že malo čez glavo, pa vi, pa je naš, pa je hrvaški, pa ni od nobenega. Ampak veste, za koga me pa najbolj skrbi? Za ribe. Bogi brancini. Zdaj imajo krizo identitete. A sem zdaj hrvaški brancin, a sem slovenski brancin? Ne vem za vas, ampak jaz ne bi jedel brancina z zmedenim poreklom. Na katero stran bi se postavili vi, če bi bili brancin? Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.